smo začele se pogovarjati, ali res se to njim dogaja, ali se to dogaja njihovim mamicam, babicam in zakaj. In če to tudi v tem prostoru, kot smo mi, čutijo in doživljajo vsak dan. In kaj ste ugotovile? Prišle za svojimi primeri še na dan in potem smo se v tistih pogovarjali, nismo pa imeli dovolj časa, da bi zdaj to temo predebatirale na veliko in na široko, ampak meni se zdi, da so to take teme, ki bi res bile, morale biti v učnem načrtu in o katerih bi se mogli pogovarjati. Kakšne primere so navedle? Da je značilno v razredu, da morajo one brisati tablo, na primer. Ne pa fantje, ko učitelj vpraša, kdo pride obrisati tablo, so one zadolžene, da pobrišejo tablo. Zakaj? So rekli, da je to... Kaj? Da je? Babje delo. Kdo to pravi? Fantje v našem razredu. Si že kdaj na svoji koži občutila spolne stereotipe? Ja, sem. Katere pa? Brisanje table, pa po malci moramo pult brisati punce. Ko sem igrala nogomet, so me fantje zafrkavali, da to ni za punce in da ga ne smem igrati. V razredu pri pouku fantje govorijo, da moramo biti punce bolj pridne, zaradi tega, ker se njim ne da delati. Kako se ob tem počutiš? Pač ni mi prijetno, ker tudi sama ne rada brišem pulte. Ja, ni mi bilo prijetno. Zato, ker pač hočem biti enakovredna s fanti in pač nočem, da me zaničujejo zaradi tega, ker sem punca. Ni mi prijetno zaradi tega, ker mislim, da bi mogli biti vsi enaki in da bi v bistvu tudi oni bili bolj pridni. In kaj si naredila? Si komu povedala? Ne, nisem. Pač noč naprej sem igrala nogomet, pač sam ni bilo pa fajn. Ignorirala sem.